Ekipi nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica sta pred kratkim dosegli velik uspeh. Na 16. strokovno-izobraževalnem tekmovanju nujne medicinske pomoči Rogla 2024 je ekipa brez zdravnika zmagala, ekipa z zdravnikom pa je prav tako dosegla odlično 4. mesto. Tekmovanje na Rogli je potekalo v izredno zahtevnih vremenskih pogojih. Več o izjemnem dosežku nam je povedal Gregor Kauzer, ki je ekipi brez zdravnika pomagal s strokovno pomočjo. Na letošnjem tekmovanju ekip nujne medicinske pomoči so se udeležile dve ekipe iz Slovenske Bistrice, in sicer ekipa z zdravnikom, v katero so vključevali zdravnik dr. Jevšnik in pa dva reševalca, Nino Kralj in pa Danijel Đakovič. Za celotno ekipo je skrbel dr. Ivan Arbajter, medtem ko ekipo brez zdravnika sta zastopala Andraž Mlakar in pa Jure Horvat. Za vse ostalo pa je poskrbela še potem moja malenkost, da je vse skupaj bilo nekako tako, kot treba. Kako ste se pravzaprav pripravljali za to tekmovanje? Fantje so se na samo tekmovanje pripravljali dlje časa, vse skupaj je potekalo že dejansko od spomladi, koliko nam je čas dopuščal. Seveda pa, bomo rekli temu, priprave na samo tekmovanje so naše vsakodnevno delo in na ta način, bom rekel, fantje doživijo vse na živih primerih. Razmere na Rogli so vas pričakale izredne, vreme je bilo za tisti čas neverjetno slabo. Torej, kako je to vplivalo na samo tekmovanje, koliko ekip je sodelovalo? Samega tekmovanja se letos udeležilo 21 ekip, govorimo v ekipah z zdravnikom in pa brez zdravnika. Včasih je za samo Roglo veljalo, da rek, da Roglo je treba doživeti, drugače si tega ne znamo predstavljati. Letos bi pa lahko rekli, da se vse skupaj spremenilo v to, da je treba Roglo preživeti. Namreč napoved je bila zelo slaba, fantje so bili pripravljeni na slabo vreme, je pa pol iz četrtka na petek presenetil še tisti sneg. Tale zjutraj smo se v petkovo jutro zbudili kar nekje 10 cm do 15 snega. In koliko scenarijev je bilo na samem tekmovanju? Ekipe so mogle oddelati 21 scenarijev. Scenariji so se dejansko odvijali od četrtka zjutraj, ker se je tekmovanje začelo z določenimi delavnicami. Potem pa so se že začele prve delovne točke, scenariji, ki so trajali dejansko cele noči iz četrtka na petek cel dan in pa potem na koncu še v soboto zjutraj. Mislim, da je bilo zadnjih 6 delavnic še v soboto in pa potem tale zaključna podelitev. Zmagovalno ekipo je zastopal tudi Andraž Mlakar. Razmere so bile zimske, tako da smo se mogli tem razmeram čim prej prilagoditi, da potem so bili tudi rezultati temu primerni. V bistvu je šlo vse skupaj za 21 scenarijev, ki so zajemali in oskrbo poškodovanca, potem z področja dodatnih postopkov oživljanja tako odraslega otroka, dojenčka in novorenčka. Med scenariji sta bili tudi dve večji množični nesreči, kjer smo morali delati po principu smernica za množične nesreče in pa različni manjši scenariji, ki so predvsem ocenjevali povezanost znotraj članov tima in pa različni postopki in posegi, ki jih opravljamo vsakodnevno na terenu. Ste pričakovali to zmago? Pričakovali definitivno ne. Želja je bila neka visoka uvrstitev. Že sama z mojim kolegom, ki smo bila na tekmovanju, smo že po naravi bolj tekmovalna, tako da smo res se želela predvsem kvalitetno pripraviti na to tekmovanje. Res smo skupaj z ostalimi člani tima začeli same priprave že v mesecu aprilu, potem stopnjevali in v bistvu se nekako poklopilo vse skupaj, da smo dosegli to prvo mesto. Rezultat pa je po mojem mnenju vseeno dokaz nekega dobrega, kvalitetnega dela v našem zavodu, vseh naših internih in strokovnih izobraževanj, ki jih v bistvu izvajamo v našem zavodu in pa seveda vsa priprava, ki je bila podrejena temu tekmovanju. K dosežku ekipe z zdravnikom je pripomogel tudi Jure Horvat. Treba omeniti, da tudi ekipa z zdravnikom je pokazala izjemno pripravljenost, visoko stopnjo strokovnosti, v izjemni konkurenci letos med zdravniki oziroma med ekipami z zdravnikom. Razmere pa so bile težke, za vse so bile enake. Sneg je bil res tisti moteč dejavnik in nizke temperature, ampak smo pokazali, kar smo mislili.